Slepi in slabovidni se kljub svoji pripravljenosti za vključevanje v družbo velikokrat znajdejo v dvojni temi. V temi, ker ne vidijo, in v temi, ker ne dobijo priložnosti. Tako je tudi pri iskanju zaposlitve. Imamo izredno slabe pogoje, ker se je tale zakonodaja, ki je bila prej včasih, da so recimo naši ljudje so se usposabljali za telefoniste in so imeli prednost, če so kandidirali na kakšen razpis za telefoniste, tega več ni, tako da je tu eno širše področje, ker se je večina slepih zaposlilo, popolnoma izginilo. Nekako so se nekateri v zdravstvene vode podali kakšno terapijo ali masaže, so nekateri tu uspešni, ampak bom rekel, drugih področji pa takih ne najdemo, kjer bi lahko naše invalide zaposlili. Tako da nekaj preko javnih del se vključujejo, recimo tudi v naše društvo na tak način, drugače pa nasplošno je velik problem zaposlitev naših članov. Na ovire pa naletijo tudi pri razvoju svoje mobilnosti, ne nazadnje tudi pri samem sprehodu, kar so ugotovili tudi tisti videči, ki so se danes udeležili sprehoda v temi. Predsednik Društva slepih in slabovidnih Maribor pa je opozoril tudi na udeležbo v prometu. Te talne označbe, ki so zelo v redu, zelo dobrodošle, ampak se pravi, problem je v tem, da tam, kjer tega ni, je pa potem velika težava, če so stvari niso kontrastne, tako so kandelabri, razne stebri, ali pa če se na pločnik postavijo kakšne mize, razni oglasi, ali pa si ljudje urejajo kakšne klančine na pločnikih, in so to take pasti za naše člane ali pa slepe, slabovidne ljudi. Kako se znajti v svetu teme, kako zgolj z drugimi čutili, ne pa z očmi, živeti v današnjem svetu, so danes preskusili dijaki srednje zdravstvene šole in podžupan Maribora Saša Pelko. Dosti težje, kot si predstavljal. Predvsem, možda si vsi predstavljamo samo hoje v enem takem enostavnem prostoru, tukaj, ko greš pa po stopnicah, pa je to kar izziv, zdaj vidim. Sploh, če nimaš predstave, kaj je levo, kaj je desno, kakve vrste stopnice so, potem, če je manjši prag ali če je miza, in to je, mislim, res, kot da sem nekje na drugem planetu, se mi je zdelo za trenutek, ker nisem imel nobenega občutka pravega. Če ne imel tukaj asistence, ki mi pomagali, bi bil čisto izgubljen. Mnogi slepi in slabovidni pa so kljub svoji oviranosti izredno ustvarjalni. Tako med njimi najdemo izdelovalce igral, pesnike in druge umetnike. So ustvarjalni, imamo tudi priznanega pesnika, ki je tudi osvojil v konkurenci z videčimi ljudmi tale nagrado Apolon, gospod Valter Čučkovič. Pa so tudi težave za samo izdajo knjig, se je društvo vključilo, da bomo pomagalo. Tako da, veste, se pravim, če bi več ljudi prišlo k nam, pa se izkusilo, ali pa da bi mi uspeli se predstaviti, bi morebiti bilo to boljše. To je pač naša naloga, da bomo morali več vložiti v to, da bi uspeli predstavi, da je ustvarjalna, da je pa želja, motivacija človeka včasih nadoknadi tisto oviranost. Pa vendarle velja, da se ni treba truditi samo društvu in predstavnikom, ampak je predvsem družba tista, ki mora razumeti težave in oviranost, na drugi strani pa dati priložnosti, ki si jih slepi in slabovidni zagotovo zaslužijo.